vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Smo tisto, kar vedno znova počnemo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada. Cenjeni minister Republike Slovenije za visoko šolstvo, znanost in inovacije, gospod Igor Papič, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli na praznovanju častitljive obletnice našega gostitelja, Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Praznujemo 75-letno zgodovino udejanjanja vsakodnevne znanstveno-raziskovalne odličnosti, odgovornosti, brezkompromisne natančnosti in uporabnosti rezultatov raziskav. 75 let visoko kompetentnih kadrov, integritete, celostnih in kompleksnih rešitev za razvoj gradbeništva in s tem varnega, trajnostnega, grajenega okolja. Brez posebne metaforike ali pretiravanja lahko rečemo, da danes praznujemo načela in vrednote, ki naš svet držijo skupaj. Ta naš svet je namreč sestavljen iz tisoč in ene samoumevnosti, ki jim vsakodnevno brezkompromisno zaupamo. In za pomemben del tega zaupanja že 3/4 stoletja predano skrbi naš gostitelj, neodvisen in najbolj celovit inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji, Zavod za gradbeništvo Slovenije. Če je zaupanje vir miru in varnosti našega okolja, pa je zaupanje v vodjo vezivo vsake uspešne posadke. Gospe in gospodje, za uvodni nagovor na oder vabim direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije, docenta dr. Aleša Žnidariča. Spoštovani minister, spoštovana rektorica Univerze na Primorskem, gospa Klavdija Kutnar, spoštovani docenti, direktorji in predsedniki uprav, spoštovane kolegice in kolegi, drage sodelavke in sodelavci, sedanji in pretekli upokojeni in predvsem bivši direktorji Zavoda za gradbeništvo Slovenije. 3/4 stoletja je spoštljivo dolga doba. Če se vrnemo v tisti čas, je bil takrat na primer ustanovljen tudi inštitut Jožefa Štefana, ustanovile so se tovarne, kot so Fructal, Rog, Tam, začela so leteti prva komercialna potniška letala in ustanovljen je bil NATO. Ustanovljeni smo bili leta 1949 kot Gradbeni inštitut Slovenije, ki se je sicer kmalu preimenoval v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, ki je bil eden izmed 3 najbolj pomembnih inštitutov v nekdanji državi. Pred okroglimi 30 leti smo se reorganizirali in javni del bivšega inštituta
je postal Zavod za gradbeništvo Slovenije, ob enem pa je pridobil status javnega raziskovalnega zavoda. Posledično smo se začeli zelo intenzivirati našo raziskovalno dejavnost, obenem pa smo tudi izboljševali naše strokovne kompetence. Vse skozi sledimo začrtani poti, zato smo prepoznani doma in v tujini. Danes nas je nekaj več kot 260, 80% naših sodelavcev ima visokošolsko, univerzitetno izobrazbo, več kot 70 imamo doktorjev znanosti. V teh 75, celo samo v zadnjih nekaj letih se je veliko spremenilo. Prioritete znanja in tehnologije so precej drugačne, kot so bile še nedavno. Na gradbeništvo je še dodatno vplival propad velikih gradbenih podjetij pred dobrim desetletjem, zaradi česar je bilo potrebno gradbeni sektor postaviti skoraj na novo. Ne glede na te okoliščine se je ZAG razvijal uspešno ves čas in smo lahko ponosni na naše dosežke. Najprej na našo raziskovalno dejavnost. Naše raziskave so pretežno aplikativno naravnane in tesno povezane z domačo in tujo stroko. Število razvojno-raziskovalnih projektov in drugih raziskovalnih aktivnosti stalno raste in naši raziskovalci so na številnih področjih v samem vrhu v Sloveniji in tudi širše. Poleg klasičnih tematik, kot so materiali, konstrukcije, geotehnika, gradbena fizika, odpiramo in razširjamo nove sodobne teme, kot so krožno gospodarstvo, mikrotomografija, digitalizacija in digitalna proizvodnja, trajnostno gradbeništvo, kulturna dediščina, požarno inženirstvo in, kar je vedno bolj pomembno, človek v središču trajnostne gradnje. Pridobili smo projekt ERA-CHER Frisbee, ki ga Evropska komisija daje za zgled ostalim in ki je dejansko zgodba o uspehu. Poleg velike dodatne vrednosti za novi požarni laboratorij v Logatcu smo zaradi projekta Frisbee bistveno spremenili način našega delovanja, izboljšali odnose med nami zaposlenimi, imamo bistveno več sodelavcev iz tujine in ne nazadnje, bistveno bolj smo prisotni tudi v medijih. Ponosen sem na rezultate naših strokovnih dejavnosti, ki se tesno prepletajo z raziskavami in razvojem, na našo prepoznavnost pri domačih in tujih partnerjih, ki cenijo naša znanja, ter na vpeljavo novih tehnologij in metod, ki izboljšujejo naše storitve. Vseh dejavnosti je preveč, da bi jih našteval, se pa predvsem usmerjamo na zahtevne objekte, to je na pomembne stavbe ter na prometno in energetsko infrastrukturo. Ponosen sem na razvoj in na stanje naše raziskovalne in preizkuševalne opreme in infrastrukture, saj smo v zadnjih letih tudi v pomoči države in Evrope investirali okoli 2 milijona letno v opremo in infrastrukturo. Med pomembnejšo, novejšo opremo sodijo peči in druga oprema v laboratoriju v Logatcu, največji mikrotomograf v Sloveniji, robotska roka za digitalni tisk in oprema za nedestruktivne preiskave konstrukcij. Po ureditvi lastninskih razmerij veliko večino nekoč propadlih objektov preurejamo v laboratorije. Pred 3 leti smo prostore v Mariboru, kjer je naša enota delovala skoraj 50 let, preselili v nove prostore s sodobnimi pisarnami in laboratoriji. Pred 2 letoma pa smo odprli najmodernejši požarni laboratorij v tem delu Evrope. In ne nazadnje prenavljamo in preurejamo obstoječe prostore, da bodo bolj primerni načinom sodobnega dela. In najbolj ključno, ponosen sem na naše sodelavce in sodelavke, sedanje in upokojene. Sodobni časi nas postavljajo pred izzive,
saj mlade generacije razmišljajo precej drugače od starejših, a prav kombinacija izkušenj in znanja na eni ter novih idej in drznosti prinašajo uspehe. Zato zahvala vsem našim raziskovalcem in strokovnjakom, našim sedanjim in bivšim zaposlenim, našim strokovnim in drugim službam. Brez vas Zaga, kot ga poznamo, ne bi bilo. In res čisto na koncu, vseh 75 let smo se uspešno povezovali s partnerji doma in v tujini. Predstavniki mnogi izmed vas ste danes med nami in se vam za to iskreno zahvaljujem. Tega se zavedamo, zato bomo danes prvič podelili častni znak ZAG za dolgoletna uspešna sodelovanja. Tehnološka razvitost je predpogoj za uspešno družbo in posledično za blagostanje državljanov. Zagovci se bomo trudili še naprej, saj se gradbeništvo kot panoga, ki se včasih težko prilagaja novih trendov, lahko razvija samo ob pomoči novih znanj. Brez najmanjšega dvoma bomo v tej zgodbi odigrali svojo vlogo, naše znanje pa bo puščalo sled ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Žnidarič, za vaš vzpodbudni nagovor in čas je, da besedo že predamo prvemu mednarodnemu govorcu. Dr. José Torero je vodilni svetovni strokovnjak za požarno varnost. Njegova raziskovalna kariera se je začela z doktorskim raziskovalnim projektom na UC Berkeley o požarni varnosti za mednarodno vesoljsko postajo. Opravljal je številne visoke akademske vodstvene položaje v Evropi, Avstraliji in ZDA. Sodeloval je pri razvoju tako protipožarnih sistemov kot metod njihovega načrtovanja, ki se uporabljajo po vsem svetu. Kot svetovalec je zagotavljal tudi korporativno, vladno in akademsko usposabljanje po vsem svetu ter prispeval k razvoju kodeksov in standardov v številnih državah. José Torero je sodeloval pri preiskavah večine večjih požarov v zadnjih desetletjih, kot so zrušitev Svetovnega trgovinskega centra, požar v stolpu Grenfell v Londonu, požar katedrale Notre Dame v Parizu in je prejemnik medalje, ki jo podeljuje Society of Fire Protection Engineers ZDA in medalje, ki jo podeljuje Institution of Fire Engineers Združeno kraljestvo, oboje za izjemne prispevke na področju požarne varnosti. Ladies and gentlemen, it is our honor to invite to the stage Professor José Torero. Dobrodošli, welcome. Thank you very much. It's a real honor to be here, and thank you so much for the kind invitation. And I think that obviously I have to start by congratulating SAG on this 75 years of exceptional work that have had a transformative position in not only in the region but in the world. So when somebody gives you 6 minutes and says you need to talk about an organization that has such an impact, it is truly a challenge. And so I am not going to be talking about the wonderful things that SAG has done, because I will never be able to do justice, to all the important things that have happened in the last 75 years at SAG. I just want to start by telling you a very, very brief anecdote that occurred just earlier today when I arrived here. And somebody asked me the question, why do you keep coming to SAG? Every time that there is an event, I see you there. And let me answer that question in a very, very simple way. I come here to learn. I think that I come from the United Kingdom, where we have recognized that the fact that we did away about 30 years with organizations like SAG that represented the mechanism by which we amalgamated the knowledge in the construction industry
has landed us in a position in which we've seen extraordinarily negative failures, negative outcomes in terms of delays, in terms of cost overruns, in terms of quality of the construction industry, because our government became a bad buyer. Our government didn't have a confidant. Our government didn't have an organization that could actually tell them what needed to be done. Our government doesn't have an organization that is capable of resolving fundamental problems in an industry that is a fundamentally atomized industry. The construction industry is an industry that cannot bring itself together because it's so multidisciplinary, so full of different interests, so full of different players and stakeholders. But nevertheless, our governments have the responsibility to deliver the social benefits of construction, not only in the sense of its economic benefits, but also in the sense of its safety. And in as such, they need to be well informed, they need to be educated, they need to be instructed by organizations like SAG that bring all the research together in a way such that is digestible and is usable by government organizations. Please understand that when I say that I come here to learn, I say it in a very honest way. We come here to learn because we need to really understand how to make these things work. You know, we need to recognize the work that is being done here, how SAG has become an influence in the entire region, you know, how SAG has been able to create laboratories, for example, like the Fire Safety Laboratory Logatec and the Frisbee project, that basically have put in front fire safety above all other interests of the construction industry. We need to be able to understand how to make these things work. You know, we need to be able to understand how these things are not only influencing local decisions, but are actually influencing international decisions in the similar manner as they're bringing the knowledge from abroad to here. They're serving as a vehicle to transfer information from global players, you know, in all continents back into Slovenia. And we need to understand how to do that in an effective, efficient way, and also in a manner such that it retains its continuity. We want organizations like SAG to exist not only for 75 years, but to permanently be the advisors to government. And that is a lesson that we, from the United Kingdom, we need to learn. And it is the real reason why people like me continue to come to this place to try to learn what you have to offer. So I would like to finish by basically saying that you should be very, very proud of this organization. You should be very aware of the contributions that it makes. You should be very confident of the value that these organizations bring. And you should understand that from the outside, you know, from other countries, we're looking at you as an example of success, as an example that needs to be followed, and as an example that we want to imitate. And this is the reason why I come here so often, because I still want to learn. So thank you very much for the kind invitation, and I hope I have not exceeded the 6 minutes I was allocated. Thank you so much. Thank you so much. Najlepša hvala za vaše vnete besede, gospod Jose Torero. Z velikim veseljem pa bomo zdaj besedo predali domači strokovnjakinji mednarodnega ugleda. Vanja Samec se je v svoji izjemni inženirski karieri intenzivno posvetila mostogradnji in se proslavila kot projektni inženir ter razvijalec unikatne programske opreme za mostove, s katero so bili statično in dinamično računani najdaljši, najbolj kompleksni in zahtevni projekti v svetu. Med njimi pri nas Črnikal, med zadnjimi Pelješac na Hrvaškem, sicer pa veliko mostov drugje po svetu. Aktivno je sodelovala na svetovnih konferencah o mostovih in vodila številna strokovna srečanja v Aziji, Evropi in Ameriki. Zadnja leta je zelo dejavna v mednarodni organizaciji za mostove IABSE, ki ima sedež v Zürichu. V tej organizaciji predseduje tehnični skupini, ki se ukvarja z vključitvijo vzdrževanja in upravljanja mostov v digitalni življenjski cikel. Še vedno je dejavna na mednarodnih konferencah, kjer v zadnjem času predvsem poudarja pomen skrbi za obstoječe mostove. Spoštovana gospa Vanja Samec, dobrodošli in vljudno vabljeni k besedi.
Dragi gostje, v veliko čast in veselje mi je sodelovati na današnji slovesnosti. Sem namreč Slovenka in sem pred več kot 35 leti končala študij na odlični univerzi v Ljubljani in še vedno držim stike s to svojo državo in z inštitucijami. Predvsem je veliko čast predavati, govoriti v 6 minutah, 5 minutah, potežko, ob 75-letnici tega izjemnega inštituta. In danes bom govorila o mostovih, o tem, o čemer najbolj znam govoriti, ampak ne le o novih mostovih, temveč predvsem inženirskimi dosežki, temveč problematiki mostov. Mislim, da se danes ljudje vse premalo zavedamo pomena in problematike obstoječih mostov, ki dosežejo svojo častitljivo starost. Namreč mostovi so najbolj ranljivi del infrastrukturnega omrežja in zaradi njihove pomembne vloge je v prvi vrsti pomembno tudi odlično načrtovanje od samega začetka in pa gradnja, seveda predvsem pa vzdrževanje. Vemo, da smo poleg čudovitih mostov, katerim priča smo bili o otvoritvi, tudi priča katastrofalnim porušitvam mostov. Naprimer, te porušitve so imele tudi ogromno žrtev, med zadnjimi je bil to Morandi most v Genovi v Italiji. Na tisoče mostov po svetu je treba porušiti, potrebno jih je obnoviti ali vsaj popraviti. In seveda, tako kot človek, imajo tudi mostovi svojo življenjsko dobo. Vzdrževanje mostov je pa zelo, zelo velika šibka točka v njihovem življenjskem ciklu, namreč zavedati se moramo tudi, da načrtovanje in gradnja mostu predstavlja le 10 do 20 let življenjskega obdobja mosta. In če ne bi bilo mostov, ne bi mogli prečkati rek, ne bi mogli prečkati dolin. To so povezovalni objekti, ki so izjemnega pomena za naše življenje. V prejšnjem stoletju se je število ljudi tudi zelo hitro povečevalo in pravijo, da naj bi doseglo okoli leta 2075 kar 10 milijard. Vemo, da globalna rast populacije je neposredno vezana tudi z infrastrukturo, ki se mora širiti in izboljševati. Izpusti iz vozil, klimatske spremembe, velike, bom rekla, naravne nesreče, tudi potresi, ogrožajo obstojnost mostov in večja obtežba, frekvenca teh vozil zahtevajo redna vzdrževanja, kar je pa seveda povezano spet s časom, usposobljenostjo kadrov, s standardi, ki se morajo prilagajati novim pogojem in standardi za vzdrževanje mostov mednarodno niti ne obstajajo. Se pravi, kakšni so izzivi za ta tveganja današnjega načrtovanja? Pogosto se srečujemo s prekoračitvami časa, stroškov, kar zadeva na koncu celotno družbo in tudi davkoplačevalce. Gre pa predvsem za to, da nimamo nekega centralnega izvora informacij, v kakšnem stanju je most, kaj se dogaja z mostom. Imamo globalne interesne skupine, ki niso samo v eni firmi, ampak v različnih delih sveta. Čeprav smo se v digitalnem svetu mostov, kar je moja specializacija, zadnjih 30 let ukvarjali zlasti s prvimi fazami, to se pravi nastajanje novih mostov, je pa žal najdaljša faza, to je vzdrževanje in obratovanje obstoječih mostnih konstrukcij še vedno nedigitalizirano. In to je danes v svetu največji izziv in tudi največje finančno breme. V bistvu bi se moralo 1 do 2% stroškov gradnje vložiti v letno vzdrževanje mostov. Seveda se to ne dogaja. In verjetno brez računalniške tehnologije ne bo niti napredka na tem področju. Bilo je pa tudi ugotovljeno, in na tem mestu bi rada izpostavila velik pomen ZAG-a,
da z rednim vzdrževanjem in pregledi teh mostov se lahko življenjska doba poveča tudi za 60%. Pri tem bi poudarila velik pomen teh novih tehnologij, novih materialov, digitalizacije, seveda inštitutov, ki zelo podrobno pokrivajo posamezne naloge, ki jih pričakuje mostograditelj. Zavod za gradbeništvo ima izjemno pomembno vlogo v celotnem procesu, od testiranja mostnih konstrukcij pred otvoritvami, pregledu zdravstvenega stanja, če hočete, testiranja novih materialov in tudi algoritmov, kar se potem v praksi začne tudi varno uporabljati. Ne smemo zanemariti nove tehnologije, financiranje zanje, ampak naša vizija vključuje online nadzor mostov. To bi bilo najlepše, kjer lahko izmenjavo podatkov o samem mostu med različnimi interesnimi skupinami, vse skupaj seveda podprto z napredno tehnologijo, kontroliramo, vendar nisem zagovornik slepe umetne inteligence. Smatram, da morajo biti mostovi še vedno pod nadzorom inženirskega znanja in presoje. In s tem zaključujem današnji kratek govor in pač polagam na srce, da je potrebno mostove spoštovati, potrebno je spoštovati tudi znanje, ki ga gradbeni inženir pridobi in upoštevati tudi, bom rekla, korekcije, čeprav so le te povezani večkrat z denarjem. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Vanja Samec. Pa naredimo še most med znanostjo in umetnostjo. Čas je, da si privoščimo še odličnost glasbenega poustvarjanja. Nuška Drašček, ena najkakovostnejših pevk pri nas, že vrsto let navdušuje občinstvo s svojim glasom, odrsko prezenco ter izredno širokim repertoarjem, ki sega vse od opere do džeza, bluza, popa, gospela, muzikala in šansona. V takšnem soočenju različnih glasbenih žanrov je pri nas zares edinstvena. Je priznana solistka SNG Opera in Balet Ljubljana, letos pa je prejela tudi nagrado Prešernovega sklada. Nuško Drašček danes na odru spremljata Jaka Pucihar na klavirju in Gregor Hrovat na bobnih, popeljali pa nas bodo tja, kjer v resnici smo že, med iskrene ljudi. Nuška Drašček. Ne zgodi, da zmagalaš. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Iskrenimi ljudmi so
preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi Najlepša hvala Nuški Drašček ter Jaki Puciharju in Gregorju Hrovotu. Ključni dejavnosti Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki sta, kot smo že slišali, zastopani približno enakomerno, sta strokovna ter znanstveno-raziskovalna dejavnost. Kaj Nacionalni raziskovalni inštitut, ki tudi na mednarodnem parketu dokazuje, da je med najboljšimi, pomeni za državo oziroma pristojno ministrstvo, pa nam bo zdaj pojasnil še naslednji ugledni gost in govorec. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije, gospod Igor Papič. Vabljeni k besedi. Hvala lepa za besedo. Spoštovani direktor, visoki gostje, kolegice in kolegi. Tudi meni je seveda veliko čast in zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim v imenu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije na tem pomembnem jubileju, praznovanju 75-letnice Zavoda za gradbeništvo. Od leta 1949 do letos se je seveda zgodil gromozanski razvoj na področju gradbeništva. Prepričan sem, da je ravno Zavod za gradbeništvo bistveno prispeval k temu razvoju in ne samo tukaj pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše. Spoštovani direktor, zasledil sem, da ste menda pred 5 leti ob 70-letnici Zavoda za gradbeništvo izjavili nekaj v tem smislu. Da bi ostali konkurenčni, bo Slovenija morala bistveno več vlagati v znanost in raziskave in zagotoviti sistemsko financiranje razvoja novih tehnologij. Vesel sem, da tega danes niste omenili. Izpostavljam to bistveno spremembo pri načinu financiranja znanosti. Že leta 2021 je bil sprejet nov zakon o visokem šolstvu, znanosti in inovacijah, ki je predvidel dvig financiranja na 1% BDP-ja v naslednjih letih. Trenutno je v postopku priprave oziroma pred obravnavo v Državnem zboru novela tega zakona, ki predvideva še višje financiranje, 1,25% BDP-ja za znanost, raziskave in seveda inovacije. Omeniti moram, da smo pripravili tudi nov zakon o visokem šolstvu, ki tudi predvideva drastični dvig financiranja iz obstoječega približno 0,6% na 1,5% BDP-ja v naslednjih letih. Vsi vemo, da vsaj 40% visokošolske dejavnosti v bistvu predstavljajo znanost, raziskave, tudi inovacije. Če seštejemo zdaj vse te prispevke, smo gotovo država, ki bo v naslednjih letih dosegla znesek skoraj 2% BDP-ja in se seveda s tem uvrščamo med tiste najbolj razvite. Seveda smo pa še precej daleč od tistih, ki vlagajo največ, te zneski grejo tudi do 5% in več, ampak mislim, da je pomemben korak narejen. Ravno sem bil pred tem dogodkom na sestanku na Gospodarski zbornici Slovenije
in ugotovili smo, da kljub vsem tem pomembnim spremembam seveda bo še nekaj časa trajalo, kdaj se bodo ti učinki dejansko kazali tudi v gospodarstvu, tudi v vaši panogi. Ker ste ravno gradbeniki, dovolite, da omenim še področje investicij. Ocenjujem, da sem jaz osebno že skoraj 30 let na tem področju akademskega delovanja in se ne spomnim, da je bil v Sloveniji tako obsežno zagnali cikel investicij na področju visokega šolstva, znanosti in inovacij. Z mojo kolegico ministrico se včasih šalim, govorim o ministrici za infrastrukturo, da ji že konkuriramo po obsegu investicij na državni ravni. Samo v Ljubljani se gradi nova fakulteta za farmacijo oziroma za veterino, ta je že v izgradnji, nova stavba medicinske fakultete, pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo fakulteto za strojništvo v Tehnološkem parku in pa fakulteto za farmacijo. Začeli smo graditi NUK, raje ne omenjam vseh zapletov, preden bomo prišli do dejanske gradnje, od zaščite korenin, raznih dreves v bližini, do arheoloških raziskav, ampak bomo vztrajali in tudi ta 40-letni projekt premaknili z mrtve točke. V Mariboru prav tako investicije ranga več 100 milijonov evrov. Ocenjujem, da samo tisto, kar se izvaja v tem mandatu, presega 700 milijonov evrov, samo na področju visokega šolstva in znanosti. Izredno me veseli, da se veliko dogaja tudi na področju gradbeništva. Moj oče je bil gradbenik, včasih sva se hecala, jaz sem govoril kot elektrotehnik, da je pri nas najpomembnejša dinamika, v gradbeništvu naj bi bila statika najpomembnejša, ampak sem prepričan, da v zadnjih letih je dinamika izredno pomembna in da je to tisti ključni element. Imel sem tudi priložnost biti prisoten ob slavnostnem odprtju vašega protipožarnega laboratorija pred časom, najpomembnejšega tovrstnega objekta v tem delu Evrope. Torej, vem, da imate številne izzive na področju trajnostne gradnje. Če sem dobro zasledil, se je tudi vas dotaknila že umetna inteligenca, karkoli že to pomeni, digitalizacija in tako naprej. Dovolite mi, da ob zaključku tega nagovora zaželim seveda nadaljnje uspešno delo v Zavodu za gradbeništvo v naslednjih desetletjih. Izkoriščam pa tudi to priložnost, da čestitam vsem prejemnikom vaših priznanj in seveda vsem skupaj želim uspešno nadaljevanje vaše uspešne zgodbe. Hvala. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star to wake up with those clouds all far behind me, where troubles melt like lemon drops away above those chimney tops. That's where you'll find me.
Somewhere over that rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star to wake up with those clouds all far behind me, where troubles melt like lemon drops away above those chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds they fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why then, oh why can't I? Najlepša hvala Nuški Drašček ter obema glasbenikoma. In zdaj, gospe in gospodje, smo prišli do posebno svečanega in posebnega dela današnjega dogodka. In sicer na vrsti je podelitev Turnškovih priznanj, podelitev priznanja za življenjsko delo ter častnih znakov Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Vsa omenjena priznanja bosta podelila gospod Aleš Žnidarič in gospod Igor Papič, zato oba vljudno vabim, da se mi pridružita na odru. Najprej pa bomo nagradili moč in upanje mladih sil. Turnškovo priznanje za mlade je namenjeno raziskovalcem do 35. leta starosti, ki so s svojim delom in prodornostjo izrazito prispevali k razvoju in prepoznavnosti Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Prejemnik Turnškovega priznanja za mlade v letu 2024 je dr. Andrea Lucherini. Dr. Lucherini je eden vodilnih strokovnjakov za intumescentne premaze, ki ščitijo konstrukcije pred požari. Diplomiral je leta 2013 na Univerzi v Bologni, magistriral leta 2016 v Bologni in Kopenhagnu, doktoriral pa leta 2020 na Univerzi Queensland v Avstraliji. Na Zagu se je zaposlil aprila 2022 v okviru projekta ERA-Chair Frisbee in od takrat izjemno napredoval. Google Scholar navaja 50 publikacij s 560 citati, pri čemer jih je 60% nastalo v času njegovega delovanja na Zagu. Imel je vabljena predavanja na mednarodnih dogodkih in organiziral več delavnic. Letos je prejel nagrado ameriškega združenja Society of Fire Protection Engineers za enega najboljših vzhajajočih vodij na svetu na področju požarnega inženiringa, kar poudarja njegove izjemne prispevke k stroki in skupnosti. Čestitke, tanti auguri!
Vse tri prosim tudi za eno fotografijo, da tale dogodek seveda zabeležimo. Vas, spoštovano občinstvo, pa še za en aplavz za prvega dobitnika priznanja za mlade. Še tale informacija. Profesor Viktor Turnšek je bil eden vodilnih strokovnjakov za raziskavo materijala v obdobju po drugi svetovni vojni. Od leta 1951 do upokojitve leta 1975 je bil direktor Zavoda za raziskavo materijala in konstrukcij. Pod njegovim vodstvom se je zavod razvil v enega največjih gradbenih inštitutov v tedanji Jugoslaviji, z ugledom v domačih in tujih strokovnih krogih. In njemu v čast je Znanstveni svet Zavoda za gradbeništvo Slovenije leta 2021 poimenoval nagrade za posebne dosežke. In zdaj smo pri priznanju, namenjenem posameznikom, ki so se izkazali z znanstveno-raziskovalno odličnostjo in prebojnimi razvojnimi dosežki. Komisija je izbrala dva prejemnika letošnjega Turnškovega priznanja. Prva prejemnica Turnškovega priznanja v letu 2024 je doktorica Tadeja Kosec. Doktorica Tadeja Kosec vodi laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito na Zagu. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njeno delo se osredotoča na korozijske procese, pasivacijo kovin, zaščito bronastih površin kulturne dediščine, biokompatibilnost kovinskih zlitin v medicinskih vsadkih in korozijske lastnosti materialov v vodovodnih omrežjih. Je ena najbolj citiranih raziskovalk na Zavodu za gradbeništvo Slovenije z 90 članki in več kot 2700 citati ter soavtorica patenta. Sodeluje z industrijo, kjer je trajnost materialov ključnega pomena. Aktivno mentorira mlajše raziskovalce, vodi uredniške odbore znanstvenih revij ter uspešno uravnava raziskovalne in tržne dejavnosti laboratorija. Njeni sodelavci jo prepoznavajo kot kompetentno in podporno vodjo. Iskrene čestitke, doktorica Tadeja Kosec. In najverjetneje bo nasmeh na sliki še bolj širok, če jim bomo pomagali malce z aplavzom. Hvala lepa. Gremo naprej. Drugi prejemnik Turnškovega priznanja v letu 2024 je dr. Andrej Anžlin. Dr. Andrej Anžlin je doktoriral leta 2017 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z področja potresnega inženirstva. Od leta 2018 vodi odsek za mostove in inženirske objekte, kjer je pokazal izjemne vodstvene in mentorske sposobnosti. S sodelavci je prvi v Sloveniji vzpostavil sistem za dolgotrajno spremljanje premostitvenih objektov ter razširil raziskovalno razvojno enoto za razvoj sistemov za tehtanje vozil med vožnjo. Pod njegovim vodstvom se je odsek razširil spet na 14 sodelavcev, izvajajo pa pionirske projekte z najsodobnejšimi tehnologijami daljinskega zaznavanja. Dr. Anžlin vodi več EU projektov, sodeluje pri mednarodnih programih in je aktiven v strokovnih društvih. S prebojnimi dosežki na področju inovativnega, nedestruktivnega spremljanja stanja konstrukcij igra ključno vlogo pri opaznem razvoju te dejavnosti na Zagu, njegovo delo pa pomembno prispeva k varnosti prometne infrastrukture in razvoju regulative na tem področju. Iskrene čestitke! Tako, in zabeležimo še to za vse večne čase. Čestitke tudi vam,
Dr. Andrej Anžlin. In zdaj na vrsti priznanje Zavoda za gradbeništvo Slovenije za življenjsko delo. Prejemnik priznanja za življenjsko delo v letu 2024 je izredni profesor dr. Andraž Legat. Dr. Legat je na Zavodu za gradbeništvo Slovenije zaposlen od leta 1994, kjer je sprva vodil laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito, nato oddelek za materijale, med leti 2005 in 2019 pa je bil direktor zavoda. V svoji karieri je sodeloval v številnih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih, več jih je tudi koordiniral. Od leta 1999 vodi raziskovalni program Materijali v gradbeništvu, ki se je leta 2009 preimenoval v Gradbene objekte in materijale. Posebej izstopa njegovo vodenje projekta ERA-Chair Frisbee v okviru programa Obzorje 2020, ki je edini uspešni tekoči slovenski projekt ERA-Chair. Dr. Legat se osredotoča na raziskovanje gradbenih materialov, trajnosti in korozije. Kot avtor ali soavtor je objavil 95 znanstvenih člankov z več kot 2500 citati v Google Scholarju. Prav tako je soavtor slovenskih in evropskih patentov. Poleg tega aktivno mentorira mlajše raziskovalce. Njegova vključenost v uredniške dejavnosti in mednarodne znanstvene odbore potrjuje njegovo predanost raziskovanju in napredku znanja. Dr. Legat je tudi uvrščen na listo Stanford Elsevier med 2% najboljših znanstvenikov na svetu. Kot direktor ZAGA je med leti 2005 in 2019 vzpodbujal inovativnost ter sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni. Sodeloval in vodil je več pomembnih mednarodnih odborov in združenj, vključno z Evropsko mrežo gradbenih raziskovalnih inštitutov in Združenjem Evropskih nacionalnih laboratorijev za raziskave v cestogradnji. Trenutno je član strateškega sveta Evropske tehnološke gradbene platforme ECTP. Iskrene čestitke, dr. Andraž Legat. Še fotografija. Zdaj pa vas, gospod Legat, prosimo še za kakšno besedo. Izvolite. Hvala. Spoštovani gostje, definitivno je to velika čast zame, ker je tudi na nek način dejansko malo balzama za moj ego, ki je kar velik, kot vejo moji sodelavci, tako da sem počaščen, nedvomno. Po drugi strani, seveda, ob taki nagradi za življenjsko delo človek dobi malo mešane občutke, ker je pač to nedvoumni dokaz, da si nekje že v zadnji četrtini svoje profesionalne poti. Tako da, se pravi, tudi tega se je treba zavedati. Istočasno je pa seveda treba nedvoumno poudariti, da to ni samo nagrada zame, ampak za kar veliko sodelavcev, s katerimi sem sodeloval v preteklosti in s katerimi še vedno sodelujem. Skratka, nikoli človek, bom rekel, ne kot direktor, še najmanj kot direktor, ne kot znanstvenik, ne more delovati sam, ampak vedno deluje z ekipo. In se pravi, kot član ekipe ali pa vodja ekipe mora zelo dobro vedeti, kako te ekipe motivirati. In zdaj tudi moji sodelavci zelo dobro vejo, ožji sodelavci, da imam mnogo idej, ampak brez njih bi bilo le malo teh idej uresničenih. Tako da še enkrat, definitivno to ni samo nagrada zame, ampak je nagrada za moje sodelavce. Žal je nekaj od njih pač odšlo,
penzijo ali pa tudi iz Zaga, mojih bivših, bom rekel, doktorantov, ampak kljub vsemu mislim, da smo na določenih področjih naredili kar zelo dobro delo. Zdaj, če mi dovolite še nekaj besed za naprej, mislim, da nam je vsem jasno, da smo kar v vetrovnem obdobju, ne bom se postavljal po posameznih postavkah, nekatere so precej žalostne za to vetrovno obdobje. Rad bi samo omenil, da kot direktor smo previharili vsaj 2 vetrovni obdobji, se pravi v letu 2005, 2006, se pravi zelo na začetku mojega mandata in potem še nekoliko hujše, tako ki že Aleš omenil, 2010, mislim bolj 2011 do 2013, kjer so propadla praktično vsa največja podjetja v Sloveniji, zelo velik upad splošne industrije in dejansko smo takrat z intenzivnim delom, nekaterimi spremembami, prilagajanjem uspeli previhariti tudi to. In jaz iskreno upam in pričakujem in verjamem, da bo Zag oziroma da bomo previharili tudi to obdobje, ki se nam zdaj že nakazuje. Verjetno je pa to šele začetek tega viharnega obdobja, ampak z dobrim delom in sodelovanjem mislim, da bomo uspeli previhariti, kot sem rekel, tudi to. In v tem kontekstu, če mi dovolite, mi je padla na misel pač kar dostikrat citirana izjava našega prvega predsednika, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Dejansko pa še enkrat hvala za to izkazano čast. Gospod Andraž Legat, najlepša hvala za vaš nagovor in najlepša hvala tudi gospodu ministru Igorju Papiču za današnji obisk in za pomoč pri podelitvi. Zavod za gradbeništvo Slovenije pa vsa leta sodeluje tudi s številnimi domačimi in tujimi partnerji in ob 75. obletnici je bila sprejeta odločitev, da se tistim, s katerimi najtesneje sodelujejo, simbolično iz srca zahvalijo s posebnim častnim znakom Zavoda za gradbeništvo Slovenije. In tako, znake za leto 2024 prejmejo Kemijski inštitut, dr. Gregor Anderluh, direktor. Dobrodošli, vabljeni na oder. Sicer eno fotografiranje na koncu sledi še za vse, ampak tole posamično pa še vseeno. Naslednji, ki prejme častni znak Zaga, je Geološki zavod Slovenije. Direktor Miloš Pavec, prosim, če se nam pridružite. Iskrene čestitke. Častni znak Zavoda za gradbeništvo Slovenije prejme tudi družba Dars. Predsednik uprave David Skornšek. Dobrodošli. Častni znak Zaga prejme tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gospa Gordana Grahek, namestnica direktorice, dobrodošli pri nas. In tu je še en častni znak Zaga, ki ga pa prejme družba 2TDK. Direktor Matej Oset, dobrodošli. In zdaj predlagam vse dobitnike častnih znakov, da se postavite tako, da vas lahko fotograf vse skupaj tudi ovekoveči. Mi bomo pa pomagali z enim aplavzom tudi, da bodo nasmeški še slajši.
Najlepša hvala vsem za dolgotrajno, plodno in izjemno sodelovanje. In hvala lepa tudi vam, gospod Aleš Žnidarič, za vse podelitve. Tukaj pa le previdno, ja. Tako, dame in gospodje, spoštovane in spoštovani, priznanja in nagrade so na današnjo obletnico pridale še pečat hvaležnosti in svečanosti. Pred zaključnimi besedami pa se še enkrat prepustimo zapeljivemu glasu naše glasbene gostje, ki nas bo zdaj popeljala v svet pristnega kabareja. Leta 1972 se je v filmu, posnetem po istoimenskem muzikalu, s tole pesmijo v zgodovino vpisala Liza Minnelli. Danes pa se ji prepustimo v izvedbi odlične Nuške Drašček. Life is a cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow a horn, start celebrating right this way. Your table's waiting, no use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me, then said, oh, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that a longer stay. Life is a cabaret, old chum. Only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
O neulovljivosti in nepredvidljivosti življenja nam je za konec zapela Nuška Drašček. In mi lahko na koncu, čez ves današnji dogodek, potegnemo eno veliko črto spoštovanja in hvaležnosti. Za večino področji našega življenja si še kako želimo, da so varna, ulovljiva in predvidljiva. Zavod za gradbeništvo Slovenije pa ni le tihi in neopazni sopotnik, ki skrbi za naše mirno življenje, temveč je, kot smo znova pokazali, odličen, zanesljiv inštitut z vrhunskimi rezultati in mednarodnim ugledom. Dogodek smo začeli z mislijo, ki jo pripisujejo Aristotelu. Smo tisto, kar vedno znova počnemo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada. Naj nam, spoštovane in spoštovani, želja po prispevati več ostane v navadi na vsakem koraku. Naj nam bo naš današnji gostitelj pri tem še veliko let v vzgled in naj med nami vsemi nikoli ne zmanjka tiste temeljne sestavine zaupanja.